Sedaj sposodimo nadaljevanje prejšnje vaje, torej polnovaljni osmernik. Bomo tako naredili. Polnovaljnega osmernika. Bomo sedaj ta polnovaljni osmernik nadgradili, da bo postal čim bolj enosmerni, torej električni napajalnik. Kako to storimo? Preprosto dodamo gladilni kondenzator C, s katerim bomo dosegli, da naša izhodna napetost ne bo več pulzirajoča, namreč tu še vedno prihaja do točk, kadar je napetost 0 voltov. Mi si želimo, da bi enosmerna napetost bila čim bolj ravna črta, zdaj bomo tu rekli, da imamo kondenzator neke vrednosti, kateri se pa, če rečemo, da je tukaj čas 0, kjer smo vklopili, pomeni, da se naš kondenzator napolni na maksimalno vrednost in potem se začne prazniti. Spet napolni na maksimalno vrednost in prazni. Spet napolni na maksimalno vrednost in prazni. Te napetosti po glajenju več ni. Pomeni, da je naša izhodna napetost sedaj samo ta zelena črta, kjer imamo polnjenje in praznjenje kondenzatorja. Če pogledamo sedaj to napetost, ta napetost, torej kakšna napetost je na izhodu, je enosmerna, vendar še vedno nekoliko valovi, zato tudi rečemo temu valovitost. Nas zanima zdaj ta srednja vrednost, katero lahko izračunamo, nas zanima tudi, ko jo bomo izmerili. Hkrati nas zanima še naslednja stvar, in sicer, da imamo tukaj torej valovitost, to smo pa že bomo rekli zdaj val, valovitost, torej napetost valovitosti, kar smo že določali pri polvaljnem osmerniku. Tako da celotna vaja se ponovi, isto kot smo delali pri polvaljnem osmerniku, tam smo namesto bremena imeli dekado, s katero smo spreminjali breme, kar je pa sedaj pomembno, da ponovimo iz polvaljnega osmernika. Zakaj? Želimo narediti enake meritve, kot smo jih naredili pri polvaljnem osmerniku, in te iste meritve bomo primerjali s polvaljnim osmernikom. Mi vemo, da polvaljni osmernik je nekoliko slabši oziroma polnovaljni je nekoliko boljši osmernik, še posebej, kadar ima torej kondenzator za glajenje, zato bomo rezultate iz polvaljnega osmernika primerjali, torej primerjamo z rezultati polnovaljnega osmernika. Torej želimo narediti meritve iste tukaj, kakor smo pri polvaljnem osmerniku. Izberete enake vrednosti, vrednosti oporov, katere ste takrat določili, zmerite valovitost, valovitost torej merimo s kurzorji in pa track funkcijo, da ko boste kurzor postavili na sam signal, se bo on ujel s signalom in bomo zmerili točno to vrednost. Potem premaknemo kurzor sem ali pa zberemo drugi kurzor, torej kurzor A, kurzor B, kateri bo tu zmeril, in razlika, torej delta U A B, je potem enaka U valovitosti.